15.12.10 po kristjanskem koledarju 2010, Toš direkt, tokratna tema Slovaška. Lokacija Republika Hrvatska, Republika Hrvaška, Zagreb, trg pred glavno mestno katedralo. Spoštovano občestvo, verjetno se sprašujete, čemu naslov Slovaška v direktu, ki je zapisovan v Zagrebu. Ko se sklopi imeni Slovenija in Hrvaška, torej vzame se predpono Slo in končnico Vaška, nastane Slovaško. Ampak bistvo direkta ni tale besedna igra, ampak je bistvo direkta tole, da predebatiram o tem, kje se nahajajo vzroki za to, da se dejansko Slovenijo prepogosto identificira s Slovaško. Ne s Slovaško, ki sem jo sklopil iz Slovenije in Hrvaške, ampak z konkretno državo, ki je bila nekoč del Češko-Slovaške, sedaj pa suverena oziroma samostojna država Slovaška. Naj v tem direktu prisustvuje čista božanstvena in božanska sila. Spojimo se tudi z vesoljem in se lotimo konkretne tematike. Pomanjkanje identifikacijske energije in tudi materije je velika težava države Slovenije. V tem direktu opazujem iz tako imenovane metapozicije, torej od zunaj, opazujem iz Zagreba, z poslopja religioznega objekta, in ni treba premnogo govoriti, treba je pa mnogo postoriti. Do zamenjave države Slovenije se Slovaško prihaja zato, ker je Slovenija mentalno, trenutno še, naravnana takole, da se sabotira, da se v razvoju zavira in da o svoji promociji mnogo govori in malo stori. Promocija ni to, da prodajaš slogane, da kupuješ oglaševalski prostor za slogane, da športniki dosežejo tu in tam kakšne vidne rezultate, ampak je promocija to, da gradiš kulturo na stabilnih temeljih in s tistim kančkom oziroma kar tistim delom prepoznavnosti, ki je specifičen samo za to določeno okolje. V tem je tudi smisel večjih držav, da vsaka država v to juho, ki se ji reče globalna kultura, doda svoj okus, svoje začimbe in tisto, kar je lepo, pomembno, zdravo in življenjsko. Zato je treba v Sloveniji najprej se stopiti z tistega škodljivega piedestala, ki daje tako imenovanim slovencelnom občutek vsemogočnosti in občutek nedotakljivosti ter seveda občutek popolnosti. Temu ni tako. Vse premnogo ljudi srečujem, ki komentira, da tako pokvarjen narod, ko je pokvarjen slovenski narod, ne narod nasploh, da se razumemo, redko kje srečaš. In samo ocenjujem, to izhaja iz tistega dejstva o zelo visoki stopni samomorilnosti. In z vstopom v novo tisočletje, se opravičujem, živim 10 let nazaj, ker je bilo lepše, se bom popravil. In z vstopom v novo stoletje, to je pa sedaj bil namerni lapsus verbali, s vstopom v novo desetletje se je treba lotiti vseh teh korakov, ki bodo privedli do tega, da bo Slovenija dejansko zaživela z pristno slovensko kulturo, kajti Slovenija, predstavljati si je treba to tako, torej sla, življenjska energija, prodira v vene, torej krvne žile, in predstavljati si je treba ime Slovenija kot državo, kjer sla prodira v vene, torej Slovenija, dodajanje, oziroma da parafraziram takole, slo v veno, Slovenija. In te kulturne manjke odpraviti ter vzpostaviti državo,
ki je ne bodo zamenjevali s Slovaško, ki je ne bodo zamenjevali s Hrvaško, ki je ne bodo poniževali, ampak jo bodo spoštovali. Treba se pa je pri vsem tem zavedati. Spoštovanje ne pride kar samo od sebe. Spoštovanja skupnost ni deležna takrat, kadar je usmerjena napačno, destruktivno in škodljivo. Spoštovanja ni mogoče izsiliti. Spoštovanje temelji na ljubezni. In zato si mora slovenski narod dopustiti, čutiti, gojiti in udejanjati ljubezen. In takrat bo dosegal oziroma si postavil temelje za to, da ne bo identificiran s Slovaško, ampak bo dojeman kot tisti slovenski narod, ki je spoštovanja vreden, ki je pomemben in ki je cenjen. Vsem tistim, ki bodo v tem smiselnem procesu sodelovali in sodelovale, sedaj sem uporabil besedno figuro, ki je splošna, ampak jo ločujem, kajti obstajamo moški in ženske, torej vsem sodelujočim bo pri tem pomagalo tudi vesolje. Za ostale pa velja, narod si bo sodbo pisal sam, tisti in tiste, kateri bodo sodelovali s to pristno vesoljno silo, čutili, negovali in širili ljubezen. Za tiste se obetajo lepi časi in lep zaključek bivanja. Za ostale, ki pa bodo še naprej bivali na škodljivem piedestalu, pa se obeta temnina, praznina, bolečina in ker smo že v tem kontekstu, božja kazen oziroma rečemo temu sveta kazen, saj obstajata tako Bog kakor boginja.